20. avgusta bo v Zgornjem Martuljku dopolnila častitljivih 90 let Urška Košir. Obiskali smo jo z našim mikrofonom in poklepetali z njo o njenem življenju, kaj dela zdaj in ji zaželeli še veliko lepih let. Urška Košir, dopolnili ste častitljivih 90 let. Kakšen je pravzaprav recept za tako dolgo življenje? Najprej vas pa seveda prav lepo prisrčno pozdravljam in vam čestitam k vašemu jubileju. Hvala. Recepta jaz ne vem, drugega, kakor trdo je treba delati skozi. Nič sem bila v toplicah, 14 dni so mi dali, ko sem bila v kroju še. In preden sem šla, mi je rekel zdravnik, zdaj pa vse to delati, kar ste se tukaj naučila, vsak dan, nič oklevati, hoditi vsaj 3/4 ure vsak dan, pa telovaditi vsako jutro, to pa z 2 palcem hoditi. In vse to ste ohranila do vaših jubilejnih let? Ja, seveda. Verjetno me drugače ne bilo. Ker mi je rekel, da imam tako diagnoza, da mi preti voziček. No pa vendar, vedno ni vse tisto res, kar rečejo zdravniki. Če je človek aktiven, če gre vsak dan na sprehod, če telovadi, potem sam za sebe največ lahko naredi. Ja, jaz mislim, da drugega ni. Urška Košir, vas je pot pripeljala z Dolenjskega, tukaj v Gozd Martuljk, pod ta mogočni Špik. Kako vas je zasnubil vaš nekdanji mož, ki je danes že pokojen Vinko? Ja, v glavnem jaz sem prišla gor, kakor je bilo že več mojih, so bile sosede, so bile sošolke, nekaj v Ratečah, nekaj v Martuljku sta 2 poročene, iz mojega kraja, v Ratečah za 2 sošolke moje. No. In so mene tudi, jaz bi šla pa rada v službo, sem bila samo izučena šivilja, nisem pa dobila službe in so me potegnili, da grem za sezono v Rateče. In sem šla. Eno sezono sem bila v Ratečah, naslednjo sem bila v Špiku, potem sem šla pa v Mojstrana v hotel Triglav. In tam sem zaključila, sem pa tle gor prišla, se poročila, pa 2 hčerke, pa ni bilo, nisem hodila v službo. Ko sta bile toliko velike, da sem že lahko jih pustila, da so bile po svoje, sem šla delat. Bila sem pa že čez 40 let stara in tako. No in vaši hčerki sta, ena je Jožica in druga je Nada. Ja. In Jožica živi zraven vas, tukaj, da lahko pogleda na vas. Nada pa tudi ne daleč stran, nekaj kilometrov. In se vse skozi srečujete. Kot vem, ste enkrat pri eni, drugič pri drugi. To drži? Hčere so moj smisel življenja. Drugega nimam. No, pa ne samo hčere, imate tudi že vnuke, a ne? Vnuke, seveda, vnuke pa pravnuke, 8 pravnukov. In vsi vas imajo radi, a ne? A to pa ne vem. Sigurna sem, da vas imajo. Povejte mi, kako vam mineva dan, kaj delate? Ko sem prišla tukaj sem, me je vaša hčera najprej postregla s piškoti, ki jih pečete sama. Ja, to pa naredim še. Ja. Sebe zjutraj vštimam, da odtelovadim, pa si zajtrk naredim, čaj skuham, pa ona pride na čaj. In rada kuhate? Ja, zdaj opoldan kosilo naredi Joži, preveč enolično kuhaš, bomo kar skupaj rajš, saj za kosil. No, in zdaj je tako. In ob koncu tedna pa pridete k Nadi na Belco? Ja, pridem pa k Nadi, ja, to pa ja. In se potem skupaj z njenimi... Ja,
Povejte mi, kaj pa pravzaprav radi jeste? Kaj imate najraje? Jaz jem vse. Nisem zbirčna, nisem bila nikoli razvajena. Se spominjate, kako je bilo pri vas na Dolenjskem in v kolikšni meri se je potem hrana spremenila na Gorenjskem? Ja. Vsi smo jedli samo to, kar smo doma pridelali. To je bilo. Pa vojna je bilo, kriza, vse sorte je bilo. No ja, pa je vse minilo, a ne? Seveda je. Se bomo vsi minili. Ja, vi izgledate še zelo dobro za ta svoja vaša leta. Ja, no, važno, da bi zdravje služil, ker časa bom, drugega pa... No, zaenkrat vam zdravje dobro služi. No, še kolikor toliko. Kaj pa še radi počnete? A mogoče kaj heklate, štrikate? Včasih sem šivala, zdaj pa raje štrikam. Ja, To je meni skoraj za zabavo. In naredim tudi po 20 parov nogavic. Čez zimo mislim, čez let. verjamem, da vnuki nimajo nič proti, pa hčere verjetno tudi ne. Ja, no, meni se zdi, da so že tudi siti mojega štrikanja. Ja ne, saj mi živimo v takih krajih, ki je mraz in Ja, pa potrebujemo bomo tukaj doma, volnene ja. nogavice. Ja, to pa ja. Tako včasih celo doma je, res je. Kaj si najbolj želite? Samo zdravje, pa da bi otroki bili vse v redu. In kako boste proslavili 20. avgusta vaših častitljivih 90 let? Ne bo nič posebnega. To pa ne. Ne vem, kaj nisem bila navajena teh proslavljanj, ampak nekaj bomo pa že, no, kakšna malenkost pa bo. Kakšno svečano kosilo, a ne? Ja, no, to vse drugega pa kaj hočemo. Ste pa tudi članica Društva invalidov v Kranjski Gori, kaj ne? Ja. Včasih ste hodili tudi z invalidi, kadar so šli na kakšen pohod, Ja, to pa ja. sprehod. To pa Kaj ja. pa zdaj? Ja, zdaj pa sploh ne vem, a je kaj pohodov, a jih ni, niti ne vem. Moram reči, da so. A so? Pred dnevi je bil tudi kolesarski izlet, bil je pohod. Tu na kolesarskega ne bi šla. Ne več. Sem pa šla včasih, ja. Ja, pred leti smo pa šli s kolesi, ja. Seveda se je lepa kolesarska pot tukaj prav mimo vašega doma. To je, ja. To je, ja. Ja, samo jaz pa ne vozim več kolo. Pohodi pa so organizirani tako, da se lahko pridružite skupini, kadar pač so organizirani. Letos je malo manj tega, ker je pač preprečil ta koronavirus, sicer pa so kar dovolj aktivni. A ja? Ja, prej sem pa hodila, prej sem pa res gledala, da sem šla na vsak pohod. Glede na to, da hodite na telovadbo, torej pomeni, da skrbite za zdravje in hodite tudi na predavanja. Ja, to pa ja. Kakšna predavanja so to? Na ta predavanja, ki so v zdravstvu. Jih to organizira kakšna sekcija? So to skupine, na katere prihajate? To je Ljudska univerza z Jesenic, ne? Ja, to ja. Se vam zdi to zanimivo? Ja, je, samo zdaj sem pa že toliko stara, pa malo, ne vem, če bom še hodila, ker je pa tudi telovadba, pa nekako bolj za mlajše. Ne, sem že prestara. Nobena ni toliko stara, kot sem jaz. Ne. Vse so mlajše, po 10. Pravijo, da si toliko star, kolikor je staro srce. Ja, seveda sem. Vsi smo naenkrat prišli na svet. Rada pa hodite tudi po mleko tukaj ki pa ni tako blizu k Tarmanu na kmetijo v Log. Ja, 40 minut hodim, pa gre. In to hodite vsak dan? Ne, včasih grem. Prej sem hodila vsak dan, vsak drugi dan. Zdaj pa večina Joži gre z avtom
Včasih, če je pa ni, pa tudi sama grem. Pridejo k vam na obisk kakšne vaščanke tukaj, da se pač kaj pogovorite? Zdaj nič, ne. Nič? Ne. Nič ni. Kadar je pač kakšna veselica? To je bolj malo. Nisem prav za take bila navdušena. Kaj pa vas veseli? Radi berete? Ja, zdaj še to ne morem več, ker me oči matrajo. Nisem kakor mogla biti. Sem imela eno operacijo, zdaj eno oko sem že imela, zdaj me še druga čaka. Je to siva mrena? Ja. To pa je... Pa šele drug let v marcu. No, saj po sivi mreni je pa običajno bolje in boste mogoče lahko še brali. Ja, kakšna malenkost že bo kot koga, knjig pa ne bom brala. Ne, to pa sigurno ne. Urška Košir, jaz se vam zahvaljujem za tale prijeten klepet v vašem domu in pa želim še veliko zdravja in ko boste stara 100 let, se vidiva. Ja, hvala lepa. Ja, tako teh želje pa nimam.